Drage gledalke in gledalci, dober večer in ponovno lepo pozdravljeni v poletnem tedniku Domžalca, v katerem vam bomo predstavili zbor aktualnih novic, ki jih za vas pripravlja ekipa spletnega portala domžalec.si. V poletnem gledališču Studenec so v petek, 12. julija, izvedli krstno izvedbo domače gledališke predstave Lepo je biti muzikant drugi del, ki je nova in izvirna zgodba, nekakšno nadaljevanje lanskoletne uspešnice, v katero je avtor, Avstrijec Andreas Brandstetter, tudi tokrat spretno vpletel lepe in znane Avsenikove melodije. Iz načina, kako je začrtal like in si dramaturško zamislil predstavo kot celoto, razpoznamo avtorjev odnos do velikanov slovenske narodno-zabavne glasbe, ki jih izjemno ceni. Igra, ki jo je priredil in režiral Lojze Stražar, za glasbeno produkcijo pa je poskrbel Slavko Avsenik mlajši, je postregla z obilico humorja, dobre Avsenikove glasbe in veliko komičnih vložkov, za kar je poskrbela velika skupina igralk in igralcev različnih starosti, ki se vsako leto znova na Studencu, izviru ljubiteljske kulture, preizkušajo v različnih vlogah. Poglejmo si, kako so se letos odrezali in kaj so povedali glavni akterji po premieri. Žalostno poje zvon prek planjave, veter jesenski v vejah šumi, dež mi še peče daljne spomine. Leta mladostna, ki ste zdaj vi, siva je cesta, polje zorano, ptice v daljavi, vjatak leti, deklico Najprej me zanima, kakšni so vtisi po premieri? Ja, po premieri so vedno prijetni vtisi, a ne vedno ravno ne, ampak danes so zagotovo odlični. Daj, prosim, ali pa vejte, kako so potekale priprave, koliko časa, kdaj se je začeli in tako? Ja, pri nas je kar tako, že to je ustaljeno, da imamo najmanj 50 vaj. Seveda najprej so lektorske vaje, potem so mizansenske vaje in tako naprej. Ja, kar nabere se teh vaj veliko, tako da, ampak na odru pa smo potem zadnjih 14 dni, skoraj 3 tedne smo imeli letos nekoliko več časa za priprave. Seveda je pa tudi vreme nam ponagajalo, ker to je le zunaj, to je poletno gledališče in smo imeli kar težave velike za pripravo same scene. Mogoče kakšna anekdota ali pa zanimiva zgodbica iz vaj? Ne vem, teh je toliko. Jaz se pol doma se kdaj premišljujem malo in tega je veliko. Žal, jaz tega nikoli ne pišem, ne? Ampak tudi ne razmišljam več o tem, se mi fajn zdi, se dostikrat ne smejimo, ampak potem to pozabim, pa pač druge stvari razmišljam. Nobena ni lepša kot moja, res je lepša kot moja. Moja kot srnica hodi drobno, zraven prijazno, ko kima z glavo. Nobena ni lepša kot moja, Ne, glej ga, lepša kot moja. Tebe najraje za tvojo skrbi, da se ti preveč ne zredi. moja ti ni všeč, men pa tvoja ne, saj potem pa gre nama prav vse po sreči. Tebi je tvoja
všeč, meni je moja všeč, kaj pa hoče vam midva še več. Vsakdo najraje ima svojo, ta pa najraje svojo. Kaj bi prerekala, tu se mi dva, kar sva hotela, to vsak zdaj ima. Jaz kar ostanem pri svoji, Pojdi, ti pa podi pri svoji. kar mi prerekali, tukaj se mi, lepše od naše pač ni. Najprej me zanimajo prvi vtisi po predstavi, po današnji premieri. Ja, prvi vtis je vedno, in sploh pa danes, olajšanje, ker je bilo veliko dela, pa mislim, da je bilo tudi precej skrbi okoli tega, kot je vedno, ampak olajšanje je veliko in moram reči, da vedno je en občutek izjemen, ki se mi pojavil, namreč, da lahko toliko ljudi sodeluje in da je vsak nepogrešljiv. Od tistega, ki kuha kavo, do tistega, ki skrbi, da se potem vse pospravi, do tistega seveda, ki je napisal in tako naprej. Mislim, da je to vse ena velika družina in moram reči, da sem ponosen, da lahko sodelujem v njej. Kako sta pa z Lojzetom se odločila, da se bo letos delala v drugi del, oziroma mogoče kakšna kratka zgodbica za tem? Pravzaprav se nisva. Z Lojzetom sva se pogovarjala, Lojze je razmišljal, kako bi letos počastil 70-letnico kulturno-umetniškega društva in je imel že eno igro zbrano, potem pa smo se nekako dobili, potem je pa avtor izrazil željo, da bi se rad z njim dobil. To je bilo nekako november, december lansko leto in nič ni povedal, samo prišel je tlele na obisk v Domžale in predstavil svojo igro. In Lojze je bil zelo presenečen. Šli smo na kosilo in jaz sem to igro pač prevajal sproti in meni je bilo ful smešno, jaz sem se ves čas smejal. Lojze se nekako tega ne vzel in potem po kosilu je rekel, veš kaj, bomo to kar mi zdaj za 70-letnico kar naredili. Seveda, ko je dobil prevod, ko je dejansko bral, njemu ni bilo mogoče toliko smešno, kot je bilo meni in je videl, da je treba še kaj narediti, je pač naredil priredbo, ampak mislim, da danes, vsaj tako kot vidim po mnenju poslušalcev in gledalcev, ki so bili tukaj, da je igra kar precej uspela. No, mislim, da so bili zadovoljni. Kar me vse zapusti na tem svetu, mi le še pesem ostane, ki vrezna srca. Ni ga prijatelja boljšega zame, da lepše ne najdem, kot da zapojem si. Kakšni so prvi vtisi po današnji premieri? Vtisi so krasni, kot da se še lanska predstava ni končala in se je vse prelilo v drugi del. Avsenikova glasba ne more drugega pričarati kot en krasen večer. Se mi zdi, da je vsa vezna beseda, vsa igra, eno tkivo, ki povezuje vse to, kar so Avseniki ustvarili. En majhen košček od tistega njihovega bogatstva, ampak z njihovimi valčki in polkami. Pač ne moreš drugega pričakovati kot en lep večer in res je bil tak, smo hvaležni zanj. Mogoče kakšna zanimiva zgodbica ali pa anekdota iz vaj? Ja, jaz sem letos zvajal eno posebno anekdoto, da sem zelo veliko manjkal zaradi službenih dejavnosti, zaradi ene poti službene v Italijo, potem še tik pred zdajci v Afriko in sem pravzaprav veliko vadil sam. Predvsem tiste besede, ki jih k sreči samo župan letos nima toliko veliko in je bilo veliko tudi strahu, ker sem se potem vrnil tik pred zdajci v ponedeljek pred petkovo premiero, par dni pred tem, ampak se moram vsem tudi zdaj ob tej priložnosti zahvaliti za razumevanje, za to, da so imeli potrpljenje s tistim, ki ga ni in pravzaprav kar gre. Zdaj ne vem, zakaj hudirja imamo po 50 vaj. Hec! Najprej me zanimajo prvi vtisi po današnji premieri. Kaj naj ti rečem, zdaj momentalno po tolkem tekstu, po tolikih čestitkah, po takih, recimo, bi rekel, razborljivi, dramatičnem uvodu, se ne vem, kaj naj rečem. Krasno, enkratno, užival sem, pade.
Mogoče kakšna primerjava lanske igre, letošnje igre, tvoje doživljanje tega? Lej, tako ti bom rekel, lanska igra, letošnja, tako bom rekel, recimo lanska je bila recimo malo v drugačnem kontekstu delana, letos je bolj dramatično delana, tako da je v bistvu enako razmerje med glasbo, enako razmerje med tekstom, tako da mislim, da je letošnja majčkeno drugačna, morebiti za nekatere boljše, nekatere je bila lanska boljša, težko rečem, za mene sta obe dve enkratne. Kaj ti pomeni Studenec in naša študentska familija? Ja, lahko rečem, da sem že kar v šata, ker v bistvu zdaj sem pa že 15 let tukaj, tako da v bistvu moram reči enkratno. No. Spoznal sem ta stare, recimo starejše, pardon, ne ta stare, gospoda Masla, pa recimo Brigito, pa recimo Seška, ki je že dalj časa tukaj. Prišel sem recimo v sistem predstave Cvetje v jeseni, tako da moram reči res odlično. No. Kdorkoli prije sem, se tle zalupi in tukaj ostane. Res je ta prava varianta izvir slovenske ljubiteljske kulture. Mislim, da je bila izredno dobra predstava, zelo dobro nam je uspelo. Pohvale vsem igralcem, sploh pa smo zelo veseli, da lahko izvajamo glasbo Slavka in Vilka Avsenika, tako da res smo navdušeni. Kako si pa že lani si bil tudi v Tercetu, si pel, kako si prišel zraven?
iskal se je pač tercet, moški glas, bariton, nekje, da bi bil tercet tako, kot je bil pač original tercet pri Avseniku z Nipičem in pač glede na to, da sem bariton, tudi dost visok bariton, nam je kar lepo ratalo, da smo se tako ujeli. Mogoče kakšna zanimiva zgodbica ali pa anekdota z vaj? Teh anekdot je pa kar dost, tako da mislim, da ne ostanejo kar skrivnost. Boš naslednjo leto še prišel? Upam. Zaljubljene da kar nori, pozalič na svetu ni. Zaljubljene da kar nori, vrati sploh ne spi. Zaljubljene da kar nori, krati oče se smeji. Če tako bo še 3 dni mudi, več pomoči. Zaljubljene da kar nori, najbolj Boga poskrbi, tako dekle omrežil bi, da proč mu ne zbeži. Kakšni so vajini prvi vtisi po premieri? Ana, ti si že večkrat nastopala, mogoče? Tokrat odlični. Malo je bila trema, malo je bila živčnost, ampak ful so v redu občutki, tako da jaz mislim, da bo. Jaz sem bila letos prvič in v bistvu mi je ful všeč in mislim, da je bilo v redu, tako da sem vesela, da je uspel. So bile vaje naporne? Ne, meni je bilo zelo všeč, ker sem že velikrat sem že hotela nastopati v predstavah, tako da sem z veseljem prišla. Ja, so bile tudi včasih naporne, ampak vse to se pa še zraven, to gre k gledališču in to, če ne bi bile vaje take, kot smo jih imeli, ne bi tako dobro uspeli, tako da se je dal. Kaj vama pomeni Studenec? To je ena taka, jaz ga vzamem kot en lep ambient, kjer zberemo sami taki ljudje, ki čutimo enako, ki se povezujemo, dopolnjujemo en drugega in pa še v lepi naravi je, tako da ni da ni. Jaz bi rekla podoben kot Ana, ker je zelo dobra družba, dobri ljudje, dobre predstave in ja, v redu, super je. Kakšna zanimiva zgodbica ali pa anekdota z vaj mogoče? V letošnji predstavi nimam neke posebne anekdote, zdaj ne vem, če lanska velja, prvi del velja. Ja, torej, lani sem imela jaz kot z mojim možom Mihom, glavnim članom ansambla Fantov 5, moment, kjer naj bi bil poljub in on je pred mojim poljubom pojedel fižol s čebulo in bilo je zelo zanimivo, dišeči, zelo dišalo, prijetne vonjave so se širile po odru pred poljubom, ampak smo preživeli tudi to. Ampak vam pa povem, če bi se pa še enkrat rodil, pa ne bi bil gostilničar, nikoli več, bil bi muzikant. Vrti se naokrog, mlado, srednje in staro, odskakuje urnik nov, pozno noč veselo bo, mojo reže stari pas, fantje meskvajo na glas in udarjajo zlobo, še veselo bo. Jugoslovanska ljudska armada je v času osamosvojitvene vojne leta 1991 napadla 6 oddajnikov Radiotelevizije Slovenija. Tarča letalskega raketiranja je bil 2. julija tudi oddajnik Domžale, kar so ob 28-letnici tega dogodka zaznamovali z odkritjem spominskega obeležja in slovesno prireditvijo, ki sta jo pripravila območno združenje veteranov vojne za Slovenijo Domžale in občina Domžale. 2. julija 1991 je Jugoslovanska ljudska armada raketirala oddajnike na Krvavcu, Nanosu, Boču, Krvavcu, Kumu, v Domžalah in na Pohorju. Jugoslovanska ljudska armada je z namenom onemogočanja obveščanja slovenske in evropske javnosti izvedla napade na oddajnike z letalskim raketiranjem. V Domžalah je bil poškodovan stolp in stavba, ena raketa pa je padla na prostor, kjer se je nahajal eden izmed oddajničarjev, a ta na srečo ni utrpel poškodb.
Poškodovanih ni bilo tudi pri obstreljevanju pohorskega oddajnika in oddajnika na Boču, slednji namreč ni imel osebja. Ni potrebno posebej poudarjati, da je v napadih na oddajniško mrežo radiotelevizije nastala velika škoda. Odkritja spominskega obeležja pri radio-oddajniku v Domžalah so se udeležili Janez Gregorič, predsednik območnega združenja veteranov vojne za Slovenijo Domžale, generalni direktor Radia in televizije Slovenije Igor Kadunc in generalni direktor direktorata Ministrstva za obrambo Srečko Zajc, ki so na slovesnosti v svojih govorih orisali dogajanje v tistem času. Častni pokrovitelj dogodka je bil predsednik vlade Republike Slovenije Marjan Šarec. Prireditev je spremljal kulturni program. Nova maša je bila vedno velik in slovesen praznik za župnijo in kraj. Toliko bolj se moramo daru duhovništva zavedati in veseliti v današnjem času, ko duhovnikov primanjkuje. In v nedeljo, 7. julija, so se lahko novega duhovnika veselili tudi v Moravški Fari. Novomašnik Vito Urbanija je bil kot mašni strežnik že od otroštva naprej v pomoč duhovnikom pri oltarju. Bil je resen, zanesljiv in vsestransko uporaben, zato je znal ukrepati tudi v nepredvidljivih situacijah, ki se vedno znova pojavljajo ob praznikih ali pri različnih obredih. Tako so si ga mnogi že zdavnaj zlahka predstavljali tudi kot duhovnika. Ker je nova maša zelo velik dogodek za vso župnijo in tudi širše, je potrebno primerno skrb posvetiti tudi organizaciji slovesnosti. Postoriti je bilo potrebno različne akcije in aktivnosti, ki se izvajajo v sklopu priprav, h katerim so bili povabljeni vsi farani. Nova maša se je v cerkvi svetega Martina v Moravčah začela s procesijo ministrantov, narodnih noš, bogoslovcev in duhovnikov, ki so z dvorišča v Povorki prišli v cerkev, kjer je novo mašo daroval Vito Urbanija. V uvodu sta sestri novomašniku podarili križ, katerega je blagoslovil. Za novomašno geslo si je Vito Urbanija izbral geslo iz Evangelija po Janezu: da obrodite obilo sadu in postanete moji učenci. Na novi maši je povedal tudi razloge, zakaj si je izbral to novomašno geslo, za katerega je dejal, da je več odgovorov, podobno kot je več odgovorov na vprašanje, zakaj je postal duhovnik. Slednji odgovori se po njegovih besedah skrivajo v samem novomašnem geslu, saj se je že od majhnega nekako dobro počutil v vlogi učenca, saj je rad poslušal nauke in zgodbe, ki so mu jih dajali domači, v šoli, pri verouku in študiju. Jezusovi nauki in njegov zgled so se mu zdeli prepričljivi in vredni posnemanja. Na drugi strani so se mu in se mu postavljajo tudi vedno nova vprašanja in izzivi. Ker je optimist, je v veri našel dovolj razlogov, miru in veselja, da nadaljuje po poti Jezusove šole. Po enoletnem premoru se je na spored tradicionalnih ihanskih veselic vrnilo tekmovanje v Peki na žaru za prestižni naziv Žar mojster. Tekmovanje je letos dobilo preobleko, saj je potekalo samo v amaterski kategoriji, tekmovalci pa so jedi z žara pripravili z vseh vrst mesa. Tako so se med ostalimi mesninami znašli tudi lignji. Kreativnost, inovacije, dobri okusi ter iznajdljivost vseh 13 amaterskih žar mojstrov je navdušila gledalce in njihove podpornike. Tekmovanje je potekalo v skladu s pravili ter pod budnim očesom strokovne komisije, ki jo je vodil Tomaž Vozelj. Vsi tekmovalci so morali v 60 minutah iz mesa po lastni izbiri in začimb kotanji na slasten in izviren način pripraviti jed z žara, ki je prepričala komisijo, da si prav oni zaslužijo lovoriko Žar mojster 2019. Vsi tekmovalci so morali pripraviti 5 porcij na običajen ali izviren način priprave žar jedi s prilogo.
Jed se je pripravljala pred komisijo in gledalci pod posebnimi pogoji, ki so zajemali čistočo, iznajdljivost ter kreativnost. Vse mojstrovine so bile ocenjene in nagrajene z bogatimi nagradami. Marko Kavka in Ciril Karo iz Brda pri Ihanu sta dobila za licitirane jedi z žara največ 210 €, ki sta jih podarila prostovoljnemu gasilskemu društvu Ihan. Prvo mesto je osvojil Jožef Halas iz prostovoljnega gasilskega društva Srednja Bistrica v Prekmurju, drugo je pripadlo Blažu Smolnikarju iz Črnuč, tretje mesto pa je osvojil Martin Stupica iz Goričice pri Ihanu. Po tekmovanju za mojstra žara in podelitvi nagrad je sledila še tradicionalna ihanska veselica, na kateri so za zabavo poskrbeli vasovalci iz Bele krajine. Ihanski gasilci so za obiskovalce pripravili sveže pečene odojke in druge mesne dobrote ter poskrbeli za pestro izbiro osvežilnih pijač. Od 30. junija do 12. julija je na oddelku za geografijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani potekala 9. mednarodna poletna šola mreže GeoReg.net. Študijska izmenjava je posvečena trajnostni rabi regionalnih virov. Sestavljen je zanimiv program za 21 študentov iz več evropskih držav. Veliko časa so udeleženci tudi terensko raziskovali. Od krajev so si izbrali Koper, Vitanje, Domžale in Ljubljano. V Domžalah so študenti preizkušali metodologijo popisovanja in vrednotanja degradiranih območij. Mesto in njegova okolica imata precej nazornih in tipičnih primerov, ki lahko služijo za raziskovalno izhodišče, je povedal dr. Simon Kušar, ki je poletno šolo vodil. V Domžalah je udeležence poletne šole mreže sprejel vodja oddelka za urejanje prostora na občini Domžale Jure Košutnik, ki jim je predstavil občino in mesto ter njun družbeni razvoj v zadnjih 200 letih. Še posebej je poudaril vlogo Kamniške Bistrice, kmetijstva, železnice, industrije ter prebivalstvene rasti. Na hitri razvoj je navezal tudi prostorske spremembe ter hitro menjavanje potreb, ki sta jih nekdaj narekovala promet in industrija, danes pa stanovanjska gradnja. Naštel je tudi nekaj objektov, ki so bili zastavljeni preambiciozno, kratkoročno ter brez občutka za to, kako se bodo v prihodnosti uporabljali, obnavljali in prilagajali novim potrebam. Udeleženci so si ogledali SPB, osrednje parkirišče, nekdanjo tovarno Univerzale, prostor nekdanje usnjarne, kjer je zdaj knjižnica, ter nekdanje skladišče Pelati in teniško središče Ten-Ten. Na vseh točkah so zvedeli informacije, bodisi o razlogih, zakaj je revitalizacija območja uspela, bodisi kateri razlogi preprečujejo, da se speče območje ne prebudi v novi dejavnosti ali namenu. Za šport in rekreacijo imamo v občini Domžale veliko površin, med njimi je zagotovo najbolj priljubljena zelena rekreacijska os ob reki Kamniški Bistrici, kjer se lahko sprehodimo v objemu narave, tečemo, kolesarimo, se poslužujemo športnih rekvizitov in igral ter fitness naprav ali pa samo sanjarimo na klopci. Prav tako lahko rečemo, da v občini skoraj da ni kraja, da ne bi imel na voljo kakšnega igrišča, na katerem se lahko sprostimo z žogo ali kakšno drugo obliko športa, najmlajši pa se lahko podajo na otroška igrala. Letos spomladi se je na zemljevid krajev s športnim parkom vpisala Depala vas, kmalu pa bo vpis na zemljevid športnih parkov doživela tudi Krtina, saj so se tam pred kratkim že zaključila gradbena dela, trenutno pa nameščajo igrala. Športna ploščad bo končno podobo dobila predvidoma v drugi polovici julija, zasaditev pa bo zaradi neugodnih poletnih razmer urejena malce kasneje. Na občini Domžale,
ki v sodelovanju z Zavodom za šport in rekreacijo Domžale izvaja investicijo, so nam v zvezi s športnim parkom Krtina povedali, da bo park sestavljal igrišče za košarko, nogomet, steza za skok v daljavo, fitnes v naravi, igrišče za odbojko na mivki, tekaško-kolesarska pot in plezalna stena. Ob športnem parku se nahaja tudi parkirišče. To je vse za 18. Se vidimo naslednjič. Ponovno vabljeni v našo družbo čez 14 dni. Seveda pa vabljeni k rednemu spremljanju novic na našem spletnem portalu domžalec.si, na katerem boste našli tudi koledar prihajajočih dogodkov.